Dobro jutro, tukaj je Valentin. Danes bom govoril o času oziroma o pomanjkanju časa. Kaj je čas? Ljudje dojemamo čas kot nekaj linearnega, kot nekaj, ki se odvija, ki je merljivo. Potem pa imamo nekaj, kar se reče ta trenutek, tukaj in sedaj. No, glede časa je zelo zanimivo teorijo napisal Einstein in je nekako dokazal, da je čas relativen. Da lahko za svojo hitrostjo premikanja skozi prostor čas upočasnimo v primerjavi z časom, kot ga doživljajo drugi ljudje. No in mogoče ste si že predstavljali oziroma ste doživeli v svojem življenju, ko ste šli na nek dogodek, recimo, da ste se vozili z avto, ste bili na neki vožnji in odvisno od tega, kam ste šli, ali vam je bila destinacija pri srcu, ali ste se veselili končne lokacije, ali ste želeli priti tja, kamor ste potovali, ali pa vam je bilo potovanje odveč, vam je bila lokacija končnega cilja brezvezna. Odvisno od tega ste potem doživljali potovanje prijetno ali neprijetno in posledično vam je tudi čas na poti minil lahko zelo hitro ali pa se je čas zelo vlekel. Tudi ko recimo smo na kakšnih predavanjih, se lahko čas zelo vleče, lahko pa zelo hitro mine. Torej, odvisno od tega, kako doživljamo stvari, dogodke, od tega je tudi doživljanje našega časa. Potem pa, ko se nekomu nekaj reče, to pa to bi ti priporočil, da narediš, in oseba reče, nimam časa, premalo imam časa, imam veliko stvari za narediti. No, čas je, kot sem že rekel, iluzija, je projekcija uma, je umetno ustvarjen konstrukt in v resnici obstaja samo ta trenutek, samo sedaj, samo sedanjost, ki je večna in vse, kar obstaja, je samo zaporedje dogodkov. So samo cikli ponavljanja. Pride en dogodek, potem za njim drug dogodek, je jutro, potem imamo v vsakem dnevu toliko časa, dokler se spet ne pojavi večer, noč in potem se spet cikel pojavlja. In koliko stvari smo mi zmožni narediti v enem dnevu, je odvisno od tega, kako dojemamo čas, kako hitro se nam čas odvija. In posledično lahko tudi nekako upočasnimo čas, raztegnemo čas, s tem, da se odločamo za določene stvari. V vsakem dnevu lahko naredimo ogromno stvari, ampak včasih se nam preveč mudi, smo preveč nestrpni in potem smo živčni. Že samo to, da razmišljamo o tem, kaj vse moramo narediti, nas potegne v in potem že samo razmišljanje
o tem, kaj vse nas čaka, pripelje do tega, da dosežemo občutek umske utrujenosti in zaradi te umske utrujenosti potem potrebujemo počitek. In potem, ker bi se radi sprostili, se odločimo počiti, malce zaspati ali pa se odločimo za kakšno zabavo. Za gledanje televizije, igranje igric ali kaj podobnega. In potem nas ta prostočasna dejavnost tako potegne, da s tem zapravimo ogromno časa. Zato, ker odlašamo in odlašamo pri tem, da bi nadaljevali z našimi začrtanimi aktivnostmi. V vsakem dnevu imamo torej ogromno časa, ogromno trenutkov priložnosti, da naredimo korak naprej, da uresničimo naše načrte. Toda če dopuščamo, da nas misli prepričajo, da je tisto, kar imamo za narediti, da je teh stvari preveč, da smo že dovolj stvari naredili, da potrebujemo počitek, da je itak vse brezvezno in tako naprej. Nas stalno za proizvajanjem misli prepričuje, da potrebujemo počitek, da ne se ustavimo, da je itak dovolj časa, da je življenje eno in da ga moramo uživati, da je itak ta svet prevelik, da bi karkoli spremenili, in nas drži v teh vzorcih sabotiranja samega sebe. Zato naredimo v vsakem dnevu zelo malo, glede na potenciale, koliko stvari bi lahko naredili v enem dnevu. Kot rešitev za to je priporočljivo, da se osvobajamo od teh misli, ki se nam pojavljajo v umu, da pozornost damo na svoje dihanje in se premikamo za hitrostjo dihanja. Da smo potrpežljivi in da stvari delamo korak za korakom. Časa ne moremo planirati. Zato tudi organizacija časa se v praksi ne izvaja, ampak se izvaja samo organizacija prioritet. Vse, kar lahko naredimo, je, da si določimo naslednji korak. Kaj bomo naredili kot naslednjo točko, kot naslednjo zadevo. In potem to zadevo izpeljemo do konca. Pomembno je, da smo glede tega sistematični, da se premikamo korak za korakom naprej. In da tudi potem zasledujemo svoje dosežke, zato ker si zapomni samo tisto, kar nismo naredili, samo negativne stvari, in je pomembno, da tudi samega sebe nagradimo, motiviramo za tisto, kar smo naredili. Za bolj podrobno razumevanje v tem, kaj je čas, kako je čas nastal, bom pod tem video prispevkom pripel še nekaj povezav, zato vas vabim, da si jih ogledate in izkoristite svoj čas, izkoristite svoje življenje, da boste izboljšali samega sebe, da boste izboljšali ta svet in da boste pustili pečat na tem svetu, na katerega bodo ponosne naslednje generacije. Hvala za pozornost in nasvidenje.